Dober dan vsem skupaj, moje ime je Andrej. Z Mihom sva že pripravljena na današnji webinar, kjer bo Miha govoril o pripravi tržne in produktne strategije. Na konkretnem primeru, kot lahko vidite, na slajdu bo primer prodaje in servisa koles. Torej, servis koles si vsi predstavljamo, kako nekako približno mora ena taka trgovinca izgledati. Ampak to, da ima pa ena taka trgovinca vsem zadnji neko strategijo, neko večjo idejo, je pa tisti del, o katerem bo Miha govoril, pa bom kar njega prosil za besedo. Andrej, hvala. No, tako kot je že Andrej malo povzel, kaj bomo danes predelali. Cela ideja je bila, da vam malo razložim, kako se mi lotevamo ali pa kako se nam zdi dobra praksa priprave na take tržne in pa produktne strategije. Če to spravim samo v nekih 12 točk in potem malo teoretično razlagam, se mi zdi tako dolgočasno, suhoparno ali pa tudi težko za predstavljati. Zato sem rekel, dajmo si izbrati en tak primer, ki je relativno vsakdanji ali pa mogoče tudi malo nenavaden za to, da se pripravlja neko tržno strategijo zanj. Tako da nekaj tle noter je hipotetičnih, potem tudi zaključkov, rečemo temu malo za primer. In mogoče preden konkretno nadaljujemo, še eno vprašanje ali pa razmišljanje, zakaj je tržna strategija ali pa produktna strategija sploh pomembna, zakaj jo sploh delati, ne? Ali pa, če konkretno rečemo za eno prodajalno koles, za servis koles, ne? Zakaj jo oni sploh rabijo. Jaz mislim, da nekdo, ki mu je v redu tako, kot je, torej da to, kar delajo, so čisto zadovoljni, ne rabijo nobene tržne in pa produktne strategije. Za vse tiste, ki pa imajo občutek, da bi nekaj delali drugače, da bi nekaj delali na novo, da bi nekaj delali boljše, pri teh pa je treba, vsi tisti so pa ta pravi kandidati, da naredijo eno tako strategijo. In zdaj, prodajalna in servis koles, če si predstavljamo eno tako prodajalno, ki je, ne vem, ob neki veliki cesti in ima neko izložbo, tam za tisto izložbo od zadnje pa pohranjenih polic pa enih koles. Take prodajalne so obstajale že 20 in verjetno več let nazaj. Ampak kaj se je za njih spremenilo, pa zakaj se morajo tudi oni temu prilagoditi v današnjem času, je zato, ker takrat so bile pač take prodajalne koles. Danes je en kup enih velikih trgovskih centrov, ki imajo tudi velike neke športne trgovine, ki imajo zelo veliko ponudbo predvsem nizkocenovnih koles, pa tudi verjetno drugačnih, ne. Pojavile so se spletne trgovine in to so vse ene okoliščine, ki potem tem majhnim trgovinam, tem klasičnim, ki smo jih dolgo časa ali pa pred nekaj časa tudi poznali, nekako odžirajo njihov prostor. In zato se tudi oni morajo mogoče drugače pozicionirati, drugače približati svojim strankam pa potencialnim strankam. No in prva stvar, na katero si mora odgovoriti eno tako podjetje, ki pripravlja tržno strategijo, je s čim se ukvarja. Skozi vse ostale slajde bomo pa ta pravi odgovor mogoče dobili. Ampak na prvo žogo bi rekli, prodajalna koles, kaj dela? Prodaja kolesa, definitivno, in pa, če je še servis, še servisira kolesa. Pa to sicer drži, je pa nekako moj zaključek, kaj pa moje mnenje, da v resnici kupca enega kolesa na prvo žogo sploh ne zanima to, da trgovina prodaja kolesa. Da oni imajo nek svoj problem, neko svojo željo in šele, ko to sam pri sebi nek potencialen kupec ugotovi, potem išče rešitev in šele takrat pride prodajalec koles na vrsto. In zato je treba stopiti za prodajalca kolesa en korak nazaj, pa razmišljati o teh problemih, pričakovanjih, željah in tako naprej kupca. Pa smo na naslednji točki, ki jo je treba v strategiji izdefinirati. Kakšna pa je ena tipična stranka, ker šele takrat, ko bomo vedeli, kakšna je tipična stranka, tipičen potencialen kupec, šele takrat lahko potem tudi zdefiniramo njegove bolečine, želje, probleme in pripravimo odgovore na to. In tole bi bil primer, kako se lahko zdefinira eno tipično stranko. Probamo vizualizirati enega obstoječega kupca, tazga tipičnega kupca, ampak prav enega posameznika, eno osebo,
z nekim imenom, s priimkom, z nekim ozadjem, to pomeni z delovnim mestom, ki ga ima, kakšne ima izkušnje, kakšno življenje živi, z nekimi demografskimi podatki, koliko zasluži, koliko je star, kako se on obnaša v službenem času, v prostem času, kakšni so njegovi cilji, kakšni so izzivi, potem pa pridemo do tega, kako lahko eni taki tipični stranki pomagamo, kaj sam pravi za to, probamo si predstavljati, kaj bi on rekel, še bolj probamo enega izmed obstoječih strank tudi vprašati, pa da dobimo konkreten odgovor. Enako ga lahko vprašamo tudi, zakaj je kupil nek izdelek že pri nas, pa zakaj bi ga kupil. In na ta način zgradimo potem eno zelo jasno predstavo te tipične stranke. Še boljše je, da pri tem opisu zraven dodamo tudi eno njegovo sliko. In zdaj, recimo, ta moj hipotetičen primer bi bil nek kuhar Gregor, recimo, akcije prodajalna koles, pa kolesa niso samo za kuharje, ali pa za eno tako tipično stranko, ampak imajo take prodajalne več tipičnih strank. Zdaj, če se jih malo spet zmislim, recimo lahko bi bila neka študentka, pa lahko bi bil nek športnik in vsak od teh ima neke svoje želje, neke svoje probleme, neke svoje okoliščine, kjer jim se lahko prilagajamo ali pa moramo. No, pol, ko vemo, kakšna je tipična stranka, je zelo dobro vedeti, kdo so naši konkurenti. In na prvo žogo lahko brez problema rečemo za eno prodajalno koles. Konkurente so vse trgovine, vse prodajalne koles, kar je delno res, ampak k sreči za to prodajalno, recimo to, ki je nekje v eni cesti v Ljubljani, čisto vse prodajalne niso, so lokacijsko verjetno zelo omejene na eno območje, verjetno na Slovenijo, mogoče še celo na Ljubljano, da se glih po neko kolo, vprašanje kakšnega cenovnega razreda, ampak če ni prav visokega, se tudi na drugo stran Slovenije ne peljemo. Tako da na ta način zdefiniramo svojo konkurenco, ki je direktna, neposredna konkurenca, ampak konkurirajo temu, da mi kolo prodamo enemu kuharju Gregorju ali pa enemu takemu zagnanemu športniku, lahko tudi neki ponudniki čist drugačnih recimo rešitev za enega takega Gregorja, rešitev za njegov problem. Recimo Gregor bi mogoče zadovoljen s sobnim kolesom, pa če prodajamo samo kolesa za zunanjo kolesarjenje, potem so tudi vsi prodajalci sobnih koles lahko konkurenti. Ali pa mogoče celo ne bi kolesaril, pa bi uporabil neke druge naprave za fitness, recimo. Ali pa so mu dovolj superge, pa gre samo na tek. Ali pa niti to ne, pa v dnevni sobi potem nekako drugače delovati. Vse to so lahko rešitve za njegove probleme in vse to so v resnici potem tudi potencialni konkurenti, zakaj ena taka prodajalna ne proda kolesa Gregorju. Ko vemo, kdo so konkurenti, je dobro vedeti, zakaj ali pa kako smo mi lahko drugačni, kako lahko mi svoj ne samo produkt, ampak tudi storitev, ponudbo, kako se nasploh lahko stranki približamo. Zdaj, ena možnost je z nekim posebnim produktom. To niti točno ne vem kaj, ampak to se mi zdi fino, ker je taka kombinacija med sobnim pa kolesom za zunanje kolesarjenje, ki se ga lahko pač kot enega v obeh situacijah uporablja. Je nekaj posebenega, ne vem, če je to čist odgovor na tako posebnost, ampak recimo, to je bila ena pot. Ampak predvsem pri tem, ko se sprašujemo, kako smo lahko drugačni, kako smo lahko boljši od svojih konkurentov, moramo narediti neko primerjalno analizo, nek tak battle card. Pa ne, da primerjamo samo, koliko predstavljajo naša kolesa napram kolesom od sosednje trgovine, ampak potem, kako se mi stranki približamo, kaj poleg kolesa lahko ponudimo, kako se do nje obnašamo, zakaj smo mi lahko bolj primerna izbira za stranko. Primerjavo je treba narediti. No in recimo potem odgovori mogoče na take spremembe bi bili lahko, mi smo lahko drugačni tako, da nudimo kolo brez enkratne investicije, ker če kolo stane 1000 ali pa mogoče celo 2000 evrov ali pa še kaj več, potem ima lahko nek Gregor problem s tem, da kupi kolo
pride v trgovino, plača pa ga odpelje, ne? Ampak nek drugačen način, kako pride do kolesa. To verjetno vidite, ko si ta veliki ponudniki koles v teh velikih veleblagovnicah tudi ponujajo. Mogoče pa nimajo takih koles in te kombinacije ne obstaja. Mogoče bi lahko ponudili to, da kolo raste z otrokom. Pri majhnih otrocih je tako, da 2 leti, potem pa verjetno treba kolo zamenjati in v 10 letih verjetno 3 kolesa od poganjavčka, pa potem še 2 ali pa 3 se zamenja. Zakaj ne bi postala ena taka prodajalna ponudnik v resnici potem na koncu ne take storitve? Pridem, uporabljam kolo, ali pa moj otrok uporablja kolo, dokler mu je dovolj velik, potem ga pa preda nazaj. Vse to je verjetno med prijatelji pa sorodniki pa tako naprej, že itak laufa, ampak en tak sistem bi bil lahko potem bolj organiziran skozi eno tako prodajalno. Zakaj ne bi za moje kolesarjenje skrbel en strokovnjak? To pomeni, da se jaz nič dosti ne ukvarjam s tem, a je kolo servisirano, a funkcionira, ne funkcionira. Za to ne skrbi en strokovnjak, meni je važno samo, da je moje kolo skozi popolno funkcionalno. Enako se mi nekdo pomaga pri mojih treningih, kako trenirati, kdaj trenirati. Mi to približa, kar lahko dela tudi skozi neke dogodke, kolesarske dogodke. Zakaj ne bi bil ena taka prodajalna tudi organizator takih, recimo, družinskih organiziranih kolesarskih počitnic, ne, kjer so poti ločene za otroke pa za odrasle, kjer je hrana prilagojena malo otrokom, odraslim, potrebam različnim družinam, ene zanima bolj kultura, ene bolj zabava in tako dalje. To nima veze s predstavami na kolesi, to ima veze s tem, da je lahko ena prodajalna drugačna od druge. No, in ko te stvari približno zdefiniramo, kje smo lahko drugačni, potem je treba videti, kakšni so strahovi in zadržki, ki jih te potencialne stranke, ki smo jih prej definirali, imajo. In zdaj, če recimo pogledamo za Gregorja. Za Gregorja je lahko denar problem, pač ne more prinesti 1500 evrov naenkrat in odpeljati kolesa. Drug problem je, da mu bo žena rekla, kaj s tabo, zdaj misliš pa kolesariti 3-krat na teden, kaj pa družina, kaj pa vse ostale družinske obveznosti. Tretja stvar je recimo nekaj, kar je lahko povezano s kolesom in s kolesarjenjem. Ima strah, da ga bo sedež žulil, zaradi tega, ker to žuli 2 prijatelja, pa ker je imel 20 let nazaj kolo, je imel tudi vso užuljeno rit in ga to zelo nori, ali je boljš mogoče, da kupi superge, ali je pripravljen mogoče še enkrat probati s kolesom, pa videti, če ga sedež ne bo žulil. Zdaj, tedajni strahovi so lahko čisto drugačni. Če vmes imela kolo, pa se z njim vozila na faks, tam pokradejo polovico koles, bojo ukradli tudi mojega, mogoče avtobus bolj primeren, tega vsaj meni ne bojo ukradli. Recimo odvida od tega ta močnega športnega fanta, za njegove mišice zlepa pa način vožnje, recimo, zlepa ne bo nobeno kolo dovolj močno. Ali pa, ampak če uspemo zdefinirati strahove, ki jih te naše tipične stranke imajo, potem je zelo enostaven na te strahove pripraviti tudi odgovore. In za Gregorja bi lahko rekli, imamo financiranje za vsak žep, ne rabiš dati 1500 evrov naenkrat, imamo neke drugačne oblike financiranja. Za problem, ki je povezan z ženo, tam je odgovor, imamo družinske izlete, kjer vzameš s sabo tudi ženo, kjer vzameš s sabo otroke, kjer bo pač primerno poskrbljeno za vse skupaj, pa na ta način potem ne trpi tisti del, družinski del življenja. Kar se tiče sedežev, obstaja cela vrsta sedežev, lahko probaš enega, se z njim en teden voziš, ga zamenjaš, probaš drugega, pa bomo našli tacga, ki bo pasel tudi na tvojo zadnjico. Za TD-jo imamo ključavnice za vse priložnosti, mogoče še več, zanj sem ravno poslušal o tem, da kako enostavno je pri nas kupiti neke naprave in sisteme za nadzor, tako da en drugega v bistvu osebno nadzira, ampak med drugim je bila tudi neka naprava, ki se jo lahko da v, recimo, luč od kolesa in na podlagi tega se kolo lahko potem sledi, pač vidite na karti, kam se ta kolo premika. Tako da poleg preventivnih stvari lahko tudi kurativne stvari potem, če se kljub vsem tem super ključavnicam zgodi, da tedaj nekdo kolo ukrade,
ima možnost, da ga potem tudi na nek način poišče. Ne. Torej, to so stvari, ki jih je treba tedaj komunicirati. Ne. Kar se tiče videa, imamo tako dobre materijale in tako dobra kolesa in tako amortizirane in tako dalje, da zdržijo tudi videa. In to so odgovori na njihove probleme, pomisleke. In te odgovore je pač treba pripraviti v primernih oblikah in jih tudi skozi primerne kanale potem nekako tem trem ali pač profilom, ki jih zdefiniramo, sporočati. Ne? In sporočamo jih lahko skozi neke zapise, recimo v obliki bloga, mogoče za recimo videa bi bili najbolj primerni kakšni adrenalinski posnetki kolesarjenja. Zdaj bi prav znan ko se je en Slovenc spustil po enem jezu od elektrarne, recimo. To je za videa mogoče dosti adrenalinsko, da ga prepriča, da ta prodajalna prodaja dosti močna kolesa zanj. Izjave strank, to bi bilo za ženo, ker neke druge žene in neke druge družine pišejo o prijetnih izkušnjah in tako dalje. No. In ko zdefiniramo pač odgovore, ko najdemo ta pravi način teh priprave teh odgovorov in sporočanja, potem je treba nekako doseči te potencialne stranke, Gregorja, Tadejo pa Vida. Dosežemo jih pa tako, da pač želimo priti v stik z njimi, oziroma da oni pridejo v stik z nami. In ta doseg naredimo tako, da veliko vsebin bo generiral nek organski doseg, ko bo začel Gregor raziskovati o tem, kako lahko on shujša, pa kako lahko pač reši te svoje probleme, ki jih ima, bo ob dobri, kvalitetni in dosti velikem obsegu vsebin lahko tudi organsko prišel do nas. To je najboljši način, kako priti v stik z nekom. Ampak lahko pa tak doseg tudi plačamo, tako da se potem neko oglaševanje naredi na različnih medijih. Ko je nekdo že v stiku z nami, ta stik gradimo naprej preko elektronske pošte in tako dalje. Ampak treba je zdefinirati, na kakšen način prihajamo v stik, kateri načini so najbolj primerni, koliko rečemo temu vložka ali pa pritiska na posamezen način potem tudi vložiti. In ko smo v stiku z temi našimi potencialnimi strankami, jih je pa treba od tega stika nekako pripeljati do tega, da bojo to naša kolesa ali pa eno našo kolo tudi kupili. In še več, tudi potem, ko so ga kupili, nekako stati v stiku z njimi in si zagotoviti priložnost še za neke nadaljne prodaje in tako dalje. In po prvem stiku, to je en primer, recimo, kako mi definiramo posamezne stopnje, v katerih je ena naša potencialna stranka, ampak od ta prvega stika mu rečemo, da je pač obiskovalec naše spletne strani. O njemu vemo zelo malo, mogoče od kje je prišel, ampak nimamo niti imena, niti priimka, niti elektronskega naslova, kaj šele telefona. Ampak ko pa zaradi nekih ugodnosti, rečemo temu, razkrije svojo identiteto, mi rečemo, da je to prospekt. In od tam naprej lahko z njim tudi komuniciramo. In bolj ko komuniciramo, bolj kot se na to komunikacijo odziva, bolj ko postaja dovzeten, bolj ga kvalificiramo za prodajne aktivnosti. Mogoče pri prodajalni koles potem teh prodajnih aktivnosti ni prav veliko. Nekdo pride pač v trgovino, ali opravi ali pa ne opravi nakup, verjetno se 5-krat ne vrne. Pa tudi mi k njemu verjetno ne gremo na nek sestanek, ampak prodajni procesi so lahko zelo različni. Marketinški pa za prodajalno kolesa, pa tudi za kakšne poslovne rešitve, so pa lahko zelo podobni, predvsem te stopnje, ki jih imamo v marketinškem lijaku, v nakupnem procesu nepotencialne stranke. Zdaj, še en primer, kako bi lahko izgledali koraki prodajnega procesa. Ta za prodajalno koles ni čist primeren, ampak da je nekdo kvalificiran, to recimo pri poslovnih rešitvah bi bila lahko takale praksa, da je nekdo kvalificiran za prodajne aktivnosti, zato da se prodajalec začne z njim ukvarjati,
je lahko začetek to, da si data roko. Lahko se srečata na nekem dogodku, lahko na nek drug način vzpostavita kontakt. A potem mora prodajalec prepoznati en izziv te stranke, mora pripraviti nek odgovor na ta izziv, na ta njegov problem, oddati ponudbo, narediti neko predstavitev te ponudbe, potem je možno, da jo mora kdaj tudi revidirati in potem po tej končnem revidiranju oziroma po zadnji predstavitvi pa zapre ali pa ne zapre posel. No, in če smo zdaj prišli do tega, da smo nekaterim potencialnim strankam kolesa prodali, drugim pa ne, potem moramo začeti počasi tudi meriti, če še nismo prej, meriti uspešnost vseh teh naših aktivnosti. To je pač en primer, pri nas recimo merimo v nekaterih situacijah. Pri nas merimo recimo tako, koliko obiskovalcev na spletni strani spravimo v neke potencialne stranke in koliko teh spravimo v stranke. Potem neke indekse za to zmerimo, gledamo to skozi čas, pa nek tak trend mesečne rasti recimo. In teh meritev, recimo, ali pa poročil imamo kar nekaj, primerno vsem tistim korakom pa aktivnostim, ki jih izvajamo v času enega nakupnega procesa potencialne stranke, pa v času prodaje, je smiselno dati v ene take meritve. No in zdaj, če smo zmerili uspešnost, potem to uspešnost tudi vemo, da je lahko zelo vezana na kanal, ki ga uporabljamo, na sporočila, ki jih uporabljamo, na tipe strank, ki jih imamo, na bolečine posamezne stranke, na odgovore, ki smo jih na te bolečine popravljali. In če to dosti dobro zmerimo, potem je zelo enostaven ta krog, postaviti ta krog izboljšave. To pomeni tega, da nekoga dobimo v nek kontakt, da ga spremenimo v nekoga, s katerim lahko komuniciramo, pa začnemo tudi prodajati, da mu prodamo vse skupaj in ta krog pač izboljšujemo tam, kjer nekaj ne funkcionira dosti dobro, probamo nekaj drugega in tako dalje. Oziroma tiste stvari, ki so dobre, potem še bolj intenzivno delamo, v večjem obsegu, probamo multiplicirati. Skratka, na izkušnjah se učimo in probamo biti čim bolj učinkoviti. Za obstoječe stranke je zelo pomemben, za tiste stranke, ki jih pač pridobimo, prodamo kolo. Gregor je prišel zdaj v trgovino po vsej tej komunikaciji in v trgovini potem tudi se odločil za neko vrsto nakupa. Pomemben je, da Gregor poleg vsega tistega, kar je pričakoval, da se bo zgodilo v tem nakupu, dobi še nekaj takega, ali vsaj nek tak občutek, da je dobil nekaj več, kot je pričakoval. Zdaj, to je lahko neka drobnarija, ki se mu jo zraven da, lahko je to nek pač odnos, ki se je z njim zgradil, lahko se ga takrat včlani v neko skupnost, v neko družino, tako da čuti neko pripadnost. In to je nekaj takega, kar mu moramo dati ob nakupu, ampak mu nismo prej obljubljali. To je en del, kako v bistvu presežemo pričakovanja, drug del bi bil lahko malo kasneje, tako da dobi Gregor občutek, da skrbimo zanj. To pomeni, da vzpostavimo nek kontaktni čas po nakupu, da vidimo, ali tisti strahovi, ki jih je on imel, so bili premagani, a je zadovoljen z nakupom, pa z aktivnostmi, ki jih potem recimo s tem kolesom izvajamo, lahko pri tem še kako pomagamo. Spet presežemo nekaj tistega klasičnega, prodaje smo kolo. In s tem smo tudi lahko, s tem je lahko taka prodajalna koles tudi drugačna od vseh ostalih prodajaln. Cross-sell bi bilo, to je pa v bistvu priložnost, kako lahko Gregor še nekaj drugega prodamo. Če on kupi kolo maja, zdaj se je vreme naredilo hladno, to še zmeraj ne pomeni, da mora kolo parkirati, pa ga pustiti do pomladi, ampak rab verjetno neke rokavičke, rab kapo, rab mogoče take rokavice, ki delujejo tudi da lahko po telefonu praska, rab neko dodatno opremo pač za te razmere. In to so stvari, ali pa to so vsebine, to so sporočila, ki jih komuniciramo z Gregom pač v tem letnem času. In s tem pač začuti neko dodatno potrebo, pa tudi priložnost, da lahko ta svoj kolo uporablja tudi v drugačnih vremenskih razmerah. Potem imamo priložnost pri takih kupcih,
s katerimi smo vzpostavili en odnos, da jim prodamo tudi če kje več. Če je Gregor kupil neko kolo za cestno kolesarjenje, potem lahko njemu komuniciramo tudi, kako je bilo fajn na nekem izletu v hribih in tako dalje, in prej kaslej ga lahko začne zanimati, pa se začne navduševati tudi na tem, da bi imel neko gorsko kolo pa kolesaril tudi v hribe. Tako da pri nekaterih obstoječih strankah, ki so pač izbrali eno vrsto kolesarjenja, lahko ustvarjamo tudi priložnost za neko drugo kolesarjenje. Ali pa za, ne vem, cestno kolo, zato da se pelje, za mestno kolo, zato da se pelje med vikendom v center mesta in podobno. In take zadovoljne stranke, kjer vzpostavimo dober odnos, je zelo fajn, zelo koristno potem izkoristiti tudi za priporočila ali pa za neke pozitivne izjave. Se prej smo rekli, nek testimonial, neka izpoved ene dobre izkušnje ene mame je lahko zelo velik moment pri tem, ko se Gregorjeva žena recimo sodeluje pri Gregorjevem nakupu. Poleg samih izjav pa je zelo enostavno, recimo, ko se organizira nek dogodek, nek izlet za člane, za te recimo družinske člane, kako za to svojo skupnost, lahko vsi te povabijo tudi prijatelji, ki pač niso nikoli kupili kolesa v tej. In s tem vzpostavlja potem ta prodajalec tudi stik z novimi potencialnimi strankami, tudi z njimi gradi nek odnos in pač širi svoj krog, recimo tistih, s katerimi ima možnost komunicirati in možnost nekaj prodati. To je bilo na kratko v dobrih 20 minutah, 25 minutah, kako se mi lotevamo te strategije. Zdaj, za malo bolj sistematično pripravo ene take strategije smo mi pripravili en dokument, ena navodila, kako se to sestavi. Najdete jih na naši spletni strani, če prenesete en PDF, tako da tam se lahko bolj sistematično potem tudi sami lotite, če se vam zdi, da morate nekaj narediti drugače pa boljše od tega, kar to delate zdaj. Hvala lepa. Hvala, Miha. Torej, delovni zvezek lahko najdem v meniju vsebine na naši spletni strani. Če so kakršnakoli vprašanja, kakšni komentarji, kakšna mnenja, jih lahko napišete v vprašanja. Seveda je pa Miha na voljo tudi na e-mail naslovu miha.bresko@afrodix.com. In vam je tam na voljo za kakršnakoli vprašanja vezana na današnji webinar ali pa tudi na kaj drugega, kar mi počnemo.